Pozdravljeni! Danes bomo govorili o japonskih bojevnikih, ki so znani tudi kot samuraji. V obdobju Heian se je cesarski dvor opiral na kmetijstvo na oddaljenih posestvih, kar je bilo precej nevarno, saj so jih plenili lokalni roparji. Toda bogati aristokrati so najeli posebno izurjene bojevnike, ki bodo branili posestva pred morebitnimi napadi. To se je nadaljevalo vse do 12. stoletja, ko se je Yoritomo zaradi izgnanstva povezal z samurajskimi klani in povzročil državljansko vojno. S tem so samuraji postali del elitnega dela družbe, vendar je samuraj po strogi vojaški etiki služiti moral cesarju. Prav zaradi tega beseda samuraj pomeni tisti, ki služi. Samuraji so tako morali nadzorovati plemstvo in deželo, da preprečijo morebitne državne težave. Samurajski bojevnik se je začel uriti pri 10 letih. Uril ga je njegov mojster v posebnem vojaškem kodeksu imenovan Bushido. Bushido je filozofija, ki narekuje pot bojevnika. Vsak bojevnik se mora bojevati častno in do konca. Bushido tudi narekuje, da ljudje, ki se zgledujejo po teh vrednotah, morajo biti zvesti, izpolnjevati dolžnost, pogum, vljudnost, usmiljenje in spoštovanje sovražnika. Samurajski boji so lahko potekali v skupinah med klani in za cesarja. Samuraji so se prav zaradi svojih vrlin dobro izkazali v japonsko-mongolski vojni. Ko se je boj zaključil, se je bojevnik moral prikloniti sovražniku in mu odsekati glavo ter jo natakniti na kol. Toda če se je samuraj znašel v sramoti ali da je doživel neuspeh, je moral narediti harakiri, da si je povrnil čast in spoštovanje drugih. Harakiri je bil pravzaprav časten samurajski samomor. Kasneje je to postal samomor tudi za vojake, plemiče in ljudi na visokih položajih. Samuraj je moral vzeti bodalo in si ga zapičiti v trebuh in ga razparati. Nato je moral še pokimati, da mu je njegov prijatelj še odsekal glavo. Harakiri so morali storiti tudi vsi samuraji, ki so izgubili gospodarja. Če ga niso naredili, so postali ronini, ki so se kasneje preživljali s kriminalom ali kot plačanci. Harakiri in vojaški samomori so se pojavili tudi v drugi svetovni vojni, ko so se častniki in generali ubijali zaradi izgubljene bitke in kasneje tudi zaradi izgubljene vojne. Veliko ljudi je vojaški samomor po izgledu Bushida naredilo tudi tako, da so se z letalom zaleteli v ameriške ladje, kar poznamo tudi kot kamikaze. Samuraji so bili dobro izurjeni bojevniki, tako na konju kot tudi v pehoti. Uporabljali so različna orožja, loke, sulice in na koncu tudi puške. Tudi najbolj znano orožje samuraja je zagotovo dolg meč katana in kratki meč wakizashi. Kovina meča je bila narejena tako, da so jeklo velikokrat kovali. Prav zaradi tega ima samurajski meč veliko plasti kovine, zaradi česar je jeklo še posebej bolj trpežno. Samurajski meč, da je bil dovolj oster, so testirali tako, da ga je samuraj dal predse in na njega spustil svilen prtiček. Če se je prtiček prerezal na pol ob stiku za katano, je pomenilo, da je meč zelo kvaliteten. Kasneje so se na Japonskem dogajale razne državljanske vojne in šele v 17. stoletju je cesar Tokugawa prinesel mir. Zaradi mira so samuraji izgubili delo, saj Japonska ni več potrebovala toliko samurajev. Zato so nekateri postali učitelji ali birokrati. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.